O, Je, dobro izgledaš, Nataša. se zdaj bavati zdaj. Ja, A glej, to je zdaj že kakor eksperimentirava. snemanje. To je Dober. zdaj kot snemanje, eksperimentirava z videom. Ne? Ja, Ja. tokrat z, kaj je to, aplikacija Descript. Ne reklame delati, ker nam niso nič plačali. Ok, mislim, Ja. v Tako redu. da v te svrhe, Nataša, te končno po 12 Mm. letih zares lahko končno v živo pozdravim in ti v živo rečem, you go girl. Čakaj, pa sva se ali ja že kdaj vmes videla. Ampak Ampak je pa vedno je drugače. prvič. Je Vedno ful drugače, kada je prvič. Ok, epizoda Metinega čaja. Tale je tudi na pobudo najnih bralcev, ali až prišla, v glasu se je Zoki, da naj tole obdelava. Bralcev si rekla. Bralcev, ok, občinstva. In to sva res imela na planu, zaradi tega, ker ne vem, če si ti to opazil, ker si zelo leteč in potujoč, Aljaž, ampak Luko Dončića je bilo kar veliko po slovenskih medijih, sploh po Ne. tistem prestopu. Kakšen prestop? Zdaj pa točno to ne. Eni so to zelo opazili, tudi če niso hoteli, in je bilo kar nekaj vprašanj, pa a je res tega treba, pa lejte, kaj se dogaja po svetu, gor in dol. In zdaj, da bi midva ta fenomen Dončića iz različnih kotov pogledala, sva rekla, da povabiva nekoga, ki ga spremlja intenzivno že par let in mogoče na mal drugačen način, Aljaž, kot, kaj zvem, klasično novinarsko, medijsko spremljanje nekoga ali pa enega športa. Zelo analitično, zelo skozi številke, skozi statistiko. Tako da jaz se zelo veselim te epizode. Ja, res je, ne, tudi treba je priznati, ne, tudi videl sem hotela skočiti na vlak Luke Dončića, ker nekaj temu Sloveniji je, ki prenesejo klike. In ker pa sva vendarle, se imava toliko rada, da hočeva tudi kaj pametnega zraven povedati, je res vse, kar si rekla. Fenomen Luka Dončić je, ne vem, če to samo fenomen, to je v resnici neka cela galaksija, nek svoj medijski ekosistem, znotraj katerega ima veliko ljudi delo in veliko ljudi dobi delo. In se mi zdi zelo zanimivo, kako se lahko v resnici neki, pa zdaj upam, da nam najin gost ne bo zameril, ne, one-man band operacije lahko dosti, ali pa vsaj enakovredno kosajo tudi z velikimi medijskimi hišami, če znajo ti ljudje dobro uporabljati orodja, ki so jim na voljo. Tako da meni je oblazno veliko veselje, da v najinem kaj je to sredi, ne vem, kako se bo to sestavilo zdaj v videu. Pozdravljam Iztoka Franka, Iztok, živijo. Živijo, pa hvala Zdravo, za Iztok. vabilo. Vedno podcast Metin čaj delava na enak način, gostu enako vprašanje na začetku vsem, in sicer, da se na kratko predstavi. Zdaj za tiste, ki tebe ne poznajo, ki košarke ne spremljajo zelo natančno in tega, kar ti medijsko počneš, a lahko se malo predstaviš, od kje si, kaj si? Ja, zdaj samo ste omenila medije, pa na nek drug način. Jaz nisem, ali pa sebe nimam za medijsko osebo, ali pa celo novinarja, ali pa kaj podobnega. Moj background, kaj zdaj, se sem zamenjal ene 5 karier v svoji, različnih karier v A svoji res? karieri. Ja, začel sem v IT-ju, pa potem iz IT-ja prešaltil na poslovno informatiko, iz poslovne informatike sem bil nekaj časa direktor informatike na bivši nesrečni Adrii Airways. Pol tam smo se, ali pa to je bilo zdaj, kaj zvem, 15-10 let nazaj, so bili veliki problemi, kako digitalizirati Adrio Airways, kako spraviti prodajo na splet. Tako da sem se, to je bil, recimo, in ta drug shift v karieri, kako se lotiti te digitalnega marketinga, e-commerce, spletne prodaje. Tako da takrat sem pol iz IT-ja čisto prešaltil bolj v marketinške vode. Potem sem v parih letih, ker recimo, da nam je še kar v redu šlo na spletni prodaji, prevzel še marketing, tako da sem se začel še malo bolj z marketingom ukvarjati. Pol pa, ko je Adria padla pod nemške gospodarje, so se prijazno zahvalili vsem, bomo rekli,
ali pa večini menedžmenta, tako da sem takrat jaz šel na svojo pot, kar mi je bilo v bistvu kar v redu, no? Tako, ker sem imel to željo kar nekaj časa. Ne verjamem, če bi se sam lotil, če ne bi bil to po eni strani primoran. Tako da takrat sem začel z nekim svojim consulting biznisom, ki je temeljil na spletnem marketingu, na digitalnem marketingu ali pa specializiran za letalsko industrijo, kar v bistvu še vedno počnem. Tako da to še vedno počnem, to je še vedno moj posel, še vedno V bistvu hočeš delam. reči, za pocen karte je treba te pisati. Ja, Letalske. 20 let prepozen, pa tudi takrat nisem bil jaz ta prava oseba, ampak tako da, ja, nažalost. Tako da, ja, pravim, še vedno to delam, se je pa potem skozi korono, recimo, pa zgodil, ne vem, kjer zdaj tretji, četrti shift v to, ne glede na to, da sem košarko pa spremljam že, bom rekel, več kot 30 let, sploh NBA košarko, med korono smo imeli vsi malo več časa, takrat sem se pa jaz začel ukvarjati čez eno stvar, ki me je tudi dolgo časa zanimala, čeprav sem bil vedno recimo nekako v podatke, v tak analitičen pristop, ampak prav z data scienceom, tako da sem začel recimo takrat se tudi sam malo mazati roke, delati neke data science, učil sem se ARA, predvsem pa na podatkih iz košarke pa e-commerce, kar me je vedno zanimalo. Tako da to je bila pa potem še ta, ne vem kaj, četrti shift, ja. Takrat smo pa začeli tudi recimo malo prvo čisto iz zabave, iz hobija, pisati o košarki, delati analitiko, pol pa ne vem, jaz sem bil vedno tak, da ko se ene stvari lotim, probam resno študirati, ko sem začel bolj, ko sem študiral, kako se v Ameriki te stvari delajo, bolj sem padel not, imel sem srečo, da sem se povezal recimo s parimi ljudmi, ki to dejansko počnejo za klube, ki so mi še malo svetovali, pomagali, tako da tukaj smo zdaj. V bistvu zbudiš se, pa greš spat z Dončićem. Ja, zdaj to je bilo zdaj tako. Se vem, namenoma. Nediskretno rečeno, ne, pa če bo moja žena to poslušala, oziroma partnerka, ne bo vesela, čeprav bi se včasih strinjala. No, ampak mogoče vendarle še pod vprašanje, kako je šport in konkretno košarka prepletena s tvojim življenjem? Ker verjetno, če bi ti rekel, če bi se ukvarjal s curlingom, ne, tam je tudi ravno cel kup številk, pa celo fizike za premlet, ne, morda bi se tja lotil, ampak zakaj ravno basket? Ja, tako kot sem omenil, zato ker pač košarko sem cel življenje spremljal, predvsem NBA košarko, no, bom rekel. Spomnim se, da sva s fotrom gledala prvo tekmo finala NBA še na TV, Capodistria, Dan Peterson, pokojni italijanski, ne pokojni, bivši italijanski, oziroma ameriško-italijanski komentator je prenašal finale, mislim, da je bilo Lakersi, Detroit zadnje tekme in od takrat naprej sem praktično bil hooked na NBA košarko, tako da zato. Potem pa seveda za slovenskimi uspehi, pa s tem fenomenom Luke, je pač ta stvar ratala še toliko bolj zanimiva, pač, ker je pač tako, kot ste samo omenila, fenomen tak, je. Vidiš, Nataša, še ena žrtev Dana Petersona in 4 punti. Ja, 4 punti. Tako da še zdaj edine italijanske besede, ki znam, so povezane z nekako s košarko. Ja. A res? Lej, a lahko poveš, ti si pač res intenzivno spremljaš Dončića v klubih, njegovo statistiko, a zato, ker je pač toliko najboljši, pa tako poseben, ali je še kak drug razlog bil, da si ga začel tako podrobno spremljati? Tukaj bi sem eno stvar rekel, no, ker to so tudi v NBA, Okay. bomo šli verjetno do teh medijskih debat, pa narativov, in sploh v NBA svetu, v košarki, je zelo ta črno-bela debata, tako kot polarizira, tako kot v večini zadev. Ne, a je na eni strani statistika, a je na eni strani nekdo, ki res karkoli, ne vem, ki je bivši igralec, ki pozna košarko. Tako da tukaj ni samo statistika, številke so mogoče samo ena stvar, ki ti pomaga razumeti, ali pa mogoče doda neko širino, doda nek velik kontekst. Tako da tukaj vsaj analize ali pa stvari, ki jaz poznam, niso temeljijo v velikih primerih na tem, ampak v glavnem je to v kombinaciji pač z samo tekmo, ki jo gledaš, pa z kontekstom, ki moraš vedno številkam dodati. Zdaj, še enkrat, kaj si vprašala, sem že pozabil. V bistvu, Dončić, zakaj tak fokus na Dončića? V redu, začel si malo bolj spremljati, pa si testiral s to Pač zaradi njega, analitiko. tako kot sem rekel, sem pač začel tekme Dallasa še bolj podrobno gledati, tudi že prej, ko je že zadnje par let, oziroma zadnje 2 sezone, ki je igral še v Realu,
ker tisti, ki smo spremljali NBA košarko, spremljamo potem tudi debate, kar se tiče drafta, in takrat se je že govorilo, da bo to Slovenec, ki bo verjetno en prvih 3 izborov na draftu, kar se meni zdel fenomen, ker pač ne glede na vse dobre košarkarje, ki smo jih imeli, noben ni prišel niti blizu temu. Po tem izboru, njegovi rookie sezoni, spet začel početi take stvari, ki so. Druga zadeva je pa taka, da potem, ko sem začel pa tudi recimo delati nek content ali pa vsebine, je pa tako, da si pač moraš neko nišo najti. Meni je bila ta niša, kar se tiče Dallasa, kar se tiče Luke, zanimiva, ker je zelo težko, zelo podrobno spremljati celoten NBA. Že samo en klub je recimo težko, celoten NBA pa praktično nemogoče. Ne glede na to, da se trudim pač gledati tudi ostale tekme, spremljati tudi ostale stvari, ampak če hočeš biti res dober, res bomo rekel, detaljno se moraš na nekaj fokusirati. Ja. Preden nadaljujemo, ker te imamo že ravno tu, bi pri tebi te vprašal, oziroma preveril neko, a je to izključno ameriška in konkretno, ne vem, NBA obsesija z najbolj weird statistikami ever, ne vem, prvi igralec, ki je pod 30 leti starosti v 20 tekmah zadeval več kot 35 točk zapored, ne vem, tako dalje. Včasih se mi zdijo te stvari tako zelo za lase prevlečene samo zato, da ima nekdo nekaj za primere, da je nekdo nekje prvi. Ne vem, če je to samo NBA obsesija, je pa dejstvo, da je liga NBA, bom jaz rekel, temu najboljša v temu, kako monetizira podatke. Liga NBA, ogromno podatkov, jaz imam srečo, da imam dostop tudi toolov, recimo nekih trackih podatkov, ki jih uporabljajo sam klubi, pa niso javno dostopni, ampak ogromno podatkov, ogromno statistike, ogromno teh zadev. Že košarka sama po sebi je taka igra, da je teh dogodkov več, recimo, ali pa nekih elementov, ki jih je eno nogometu ali pa v česem drugemu. Ampak NBA je pač tukaj, kar se mene tiče, naredila eno zelo dobro potezo, da teh podatkov ne skriva, ampak jih je javno dala dostopne, in potem te podatki odprejo vse te možne narative, vse debate, 100 in enih primerjav, kar v končni fazi za NBA pomeni samo to, da se o teh igralcih v NBA-ju samo še več debatira, več prereka, več, bomo rekli, z večjimi argumenti operira. Čakaj, omenil si, da imaš dostop do podatkov, do katerih, ki jih imajo sam klubi. Kako si prišel do tega? A lahko bi tu vsak, ki bi, ne vem, klubu LA Lakers, mene pa zanimajo ti podatki, a bi jih jaz dobila? Ne. No, sej to, kako? Prek to, kar sem prej omenil, pač imel sem srečo, da stvari, ki sem jih počel, da so bile všeč mogoče določenim ljudem, ki dostop do teh podatkov imajo, pa zdaj govorimo ne samo o podatkih, ampak pač o platformah, kje so te podatki na voljo, ali pa podatki. Zdaj govorijo, ne vem, konkretno NBA ima kamere po vseh dvoranah, iz teh kamer z AI-om avtomatsko delajo milijon enih podatkov, ki se jih da pol uporabiti. Zato v bistvu si s svojim delom doslej prepričal določene ljudi, ki so ti omogočili, da prideš do teh podatkov, ki ti konec koncev verjetno pomagajo delati še boljše analize. Recimo temu. Ja. Veš, kaj me še zanima, ker si pa ravno to omenil, koliko je različnih kamer. Jaz sem zadnjič, sej ne moram reči, da religiozno spremljam ligo, tekoče pa že, ampak sem zadnjič opazila prav na zadnji tekmi, da je bil Luka ozvočen. A je to nova stvar ali je to že nekaj časa, pa je šla malo mimo mene? Pač ozvočen je bil med samo tekmo. To se mi je zdelo kar, wow. To so stvari, mislim, da so že kar nekaj časa, nimajo pa veze s temi podatki. To je spet še marketinški prijem, ker liga NBA omogoča, pač da mikrofone za to, da potem še bliže ljudje lahko vidijo, kaj se dogaja. Ni to nekaj, kar je zdaj en mesec v luftu, ampak se že dalj časa dogaja. Ja. Okay. Dober, izvoli, Aljaž. Hotel sem samo to, ker si omenil si prej, sicer to goro podatkov, ampak da jih je treba znati tudi kontekstualizirati. Odkot pa tukaj črpaš stvari? Bi pa rekel, da so stvari, ki so mi ležale že prej ali pa v poslu generalno. Pač nekako te podatke izluščati, nek big picture trend, izluščati
ali pa analiza, tako kot se v poslu dela. Zdaj je to top-down ali bottom-up, ker ti nekaj ugotoviš, se pravi, bottom-up ugotoviš nek večji trend v številkah, pa probaš potem razumeti kontekst. V košarki izgleda to tako, pač, da probaš potem najti razne klipe, razne akcije ali pa razne momente iz tekem, ki pač so nekako iz istega konteksta, ki je ta trend, ki si ga opazil, in spet tukaj ti te platforme to omogočajo, da to veliko lažje narediš, da ni tega ročnega dela, da moram jaz pogledati 100 tekem, ampak lahko z nekimi filtri veliko hitreje do teh zadev prideš. Ali pa obratno, bottom-up approach, če pa nekaj na tekmi vidiš, neka stvar se je zgodila, ali pa se zgodi enkrat, dvakrat na eni tekmi, pa se ti zdi, da je to nek del večjega trenda, pa spet potem probaš obračati. Ampak hočem reči, te stvari, pa data storytelling so stvari, ki se aplikabilne povsod. To ni zdaj, bom rekel, samo za košarko, je pa res, da je v Ameriki, še enkrat v športu ameriškem, v zadnjih 20 letih se je zgodila pač ta revolucija, kjer je tudi to prišlo do veliko večje veljave, zato ker so pač s tistim Moneybalom in zgodbo Moneybola so se pač te stvari prenesle iz bejzbola v košarko in potem vse ostale športe in zdaj se počasi, kakor vidim, prenašajo tudi v Evropo in v športe pri nas. Isto zdaj, 2 meseca sta že od te menjave, ki je pretresla svet. Mesec pa pol. Ja. Mesec pa pol še ne. Ok, stvari, zdaj, čustva, strasti so se malo umirile. Sem brala tudi tvoje bloge, zapise na to temo, tudi si bil med tistimi, se predvidevam, da razen teh, ki so poskrbeli za to menjavo, smo vsi ostali bili kar precej presenečeni. Ne vem, da si veliko pisal o tem in grede, bomo tudi kakšno rekli o tem Dig in Basketball, tvojem, na Substacku imaš, ne? Ja. Ok, ampak zdaj, ko sta mesec pa pol po tej menjavi, ko misli zbereš, kaj rečeš, koliko slabo, dobro za en klub, za drug klub, za Dončića, na dolgi rok, na kratki rok. V ligi so Lakersi pač vsaj v zahodni konferenci so tako konkretno više od Dallasa trenutno, ne? Sama si rekla, da so se strasti umirile, vsaj v Dallasu se niso, ne? Ja, tam jim gre malo slabše, ja. Ja, tudi bomo rekli, da je, kar se njih tiče, vse stvari, ki so se zgodile z tradom, po tradom, kako je bilo to narejeno, en velik dizaster, če po domače povedamo, od PR-ovski, tudi nažalost košarkarsko se mi je potem tako izteklo, imajo neverjetno smolo tudi s poškodbami, tako da ena, bomo rekli, kar mini katastrofa, jaz tudi spravim, veliko poznam ljudi iz kluba, okoli kluba in mi je po eni strani, ne glede na to, da pač kot pravi Slovenci, navijamo za Luko in smo verjetno tudi malo privoščljivi po slovensko, in bomo pokazali, tako da tudi zato, kako so samo zadevo izvedeli. Mi je po drugi strani, bom rekel, hudo, kaj so naredili iz brenda, iz samega kluba, ker stvari izgledajo zdaj res katastrofalno. Tako da, kar se tiče LA, Luke, je zadeva zaenkrat super izpadla, jaz sem to tudi večkrat povedal, jaz mislim, da je to za njega na dolgi rok ali pa celo na kratki, da so mu mogoče naredili celo eno veliko uslugo, ker je pač v klubu, kjer je bil, je dosegel ogromno, je postal zvezda, je bil pa eni, vsaj po moje, coni udobja, kjer se je cel klub vrtel okoli njega, tudi to je bil en od povodov, ker to določenim ljudem ni bilo všeč za ta trade. Tako da jaz mislim, da na tej točki, kjer je on v karieri, pa pri teh letih, jaz mislim, da zna biti to še ena dodatna motivacija, spodbuda, pa ne samo to, ampak tudi okolje, kjer je zdaj z LeBronom Jamesom, ki mu je bil idol, ki tudi njega ogromno spoštuje, in J.J. Redickom, trenerjem, ki je vsaj zame res, jaz sem, bom rekel, mogoče en večjih fanov J.J. Redicka, bil že preden postal trener, pa tudi zdaj. Jaz mislim, da je to okolje. Zato, ker je, in to je mogoče tudi, ne vem, prizma, s katerega lahko ta trade mogoče analiziramo. J.J. Redick je trener ali pa oseba, ki ni samo
neverjeten ekspert, veliko ve o košarki, ima neizmerno to eno slo po učenju, željo po učenju. On sebe opisuje, da je basketball psycho, ne, se pravi, ne vem, kako bi to prevedel v slovenščino, bolan za košarko, ne, se pravi, obseden s košarko, kar je res, kar ga vidiš vsem, ki govori. Ampak takih trenerjev je več. Ne. Recimo, tak trener je bil v končni fazi tudi Lukov prvi trener v Dallasu, Rick Carlisle. Ampak J.J. Redick ima tudi eno to človeško širino pa kapaciteto, ki ga poslušaš, je to takoj opazno. To je eno, jaz dostikrat govoril sem po tradu, da je bila ena glavna napaka, kar je Dallasu manjkalo, kako so to naredili, neka empatija pa neko pametno komuniciranje. J.J. Redick je tukaj človek, ki ima to širino in se vidi. In jaz mislim, da s to neko empatijo, da ti razumeš zvezde tipa Luke, zvezde tipa LeBron James, razumeš njihove prednosti, zakaj so zvezde, kaj prinesejo, pa tudi v končni fazi, kaj so njihove pomanjkljivosti, da je to ključ, če hočeš ti iz njih potegniti največ in če hočeš, da tak odnos na dolgi rok funkcionira. Tako da iz tega vidika jaz pač mislim, da je to, tako kot sem prej rekel, setup, ki je niso pa oni, dober. Niso ne Lakers ekipa, ker se veš, pač navijamo za našega. Niso ekipa za finale še. Ja, jaz bom tako rekel, favoriti sigurno niso, so pa, če bojo zdravi, to so tudi zdaj pokazali, jaz mislim, da padejo vsaj v širši krog favoritov. Sigurno so ekipa, ki jih sem siguren, nobena od ekip v zahodni konferenci ne bo hotela gledati v play-offu. Je pa res, da je LeBron James star 40 let in trenutno imam neko manjšo poškodbo. Tako da poškodbe že generalno, ne samo pri Lakersih, ampak določajo, pa odločajo vsako leto play-off, tako da jaz mislim, če bojo zdravi, favoriti sigurno niso, to so za naslov, to so Oklahoma pa Boston po moje, ampak jaz mislim, da niso brez možnosti. No. Mogoče to zdaj blesavo vprašanje, ne? Ali pa jaz poskušam biti bolj pameten, kot v resnici sem po tej temi. Ampak, a je LeBron James novi Goran Dragić Luki Dončiću? Ja, zdaj je to težko reči. Tudi Goran Dragić je bil ta nek mentor Luki v čisto enem drugem momentu kariere, ki je bil, se pravi, v tistem prvi reprezentančni akciji, ki je bil Luka star 18 let. Ja. Ampak sigurno je človek, od katerega ga Luka spoštuje, neverjetno. Ne? Tudi Luka je vedno ponavljal, da je LeBron James pač bil njegov najljubši košarkar, da je po njem, vsaj od ameriških, da je po njem nekako si zgledoval ali pa gradil svojo igro in obratno. Ne? Tudi to, kar sem prej govoril, in za J.J. Redicka in za LeBrona Jamesa. J.J. Redick in LeBron James sta imela zanimiv, preden je J.J. Redick postal trener, skupen podcast, kjer sta govorila o košarki, pila vino, pa govorila o košarki, je najbolj mind the game, tako da je to še lani. In ona, da sta večkrat govorila o Luki, kakšen fenomen je J.J. Redick. Preden je postal trener Luke, so ga vprašali na nekem drugem podcastu, kjer je bil gost, kjer ga igralca od vseh bi najraje treniral v ligi NBA, če bi kdaj postal trener, pa je rekel Luke Dončića. Tako da hočem reči, da tukaj je to spoštovanje in respekt, je res med vsemi temi tremi ključnimi akterji, se pravi, oboje stransko. Tako da jaz mislim, da tukaj sigurno je. Je pa tudi ta zadeva, ki smo jo prej omenili, ne? Zakaj pa mogoče vseeno en LeBron James drugačen ali pa drugačna figura, kot je bil Goran Dragić. V LA Lakersih je vseeno, Luka ne bo edina oseba, edina medijska oseba, edina zvezda, okoli katerega se vrti klub. LeBron James pač to je, vso svojo medijsko mašinerijo, svojim agentom, ki kontrolira ligo NBA, pač svojim rezimejem kot verjetno top 2 najboljši igralec vseh časov. Tako da tudi to je ena persona, pač, ki se jo težko ne spoštuje ali pa težko ne upošteva, pač, ker je on vseeno LeBron James. Po tistem pretresu je bil tak feeling, kakor on je imel možnost podpisati tisto max pogodbo. Da me spomnim, koliko milijonov je že to? Ja, čez 300 mislim, da bi bila. Se tudi jaz nimam zdaj številka. Ja, se nekje imamo v glavi 348, ampak kaj, to bi bilo za koliko let?
Skratka, če igralec po naboru, mislim, da je nekako tako, po naboru naslednjih 5 let ali koliko ostane v istem Določene klubu. kriterije moraš Tako. spoštovati za svojimi igrami, se pravi, moraš biti izbran v prve peterke in tako naprej. Te pogoje Luka izpolnil. In pač ta Supermax pogodba je na voljo samo za podpis igralcem, ki podaljšujejo pogodbo ali pa Z istim klubom, ne? z istim klubom. Ker to je bil sprejet zanimivo, ne, kot en inštrument, kjer so nekako hoteli preprečiti to, da bi igralci sami, ne, v tem Ameriki pravijo temu player empowerment movement, kjer imajo Ja. igralci v osnovi kontrolirajo, ne, so sprejeli zato, da se ne bi zgodilo to, da bi igralci sami zamenjali klub. In tukaj paradoksalno v tej situaciji je bil eden od razlogov, za katerega smo pač, jaz sicer zelo skeptičen, bil ravno to, da so ga tradali zato, ker mu niso hoteli dati tega Supermaxa. A ti misliš, da to ni bil razlog? Ne, sigurno ni bil to razlog. Kaj Jaz pa bil mislim- pol? A samo zato, ker jim je šel na živce, ker je postal prevelik zvezdnik oziroma ne vem, zvezdniško se obnašal. Jaz pa mislim, jim da ni je bilo tukaj prav. en kup, nam rekel špekulacij, ampak stvari, ki se tudi vidijo. Ne, ta kombinacija v klubu, ki je trenutno vleče vse niti v klubu, to sta Jason Kidd, trener, pa Nico Harrison, glavni general manager. Zgodovina Jasona Kidda, ne vem, če si bo kdo kdaj prebral kakšno biografijo od Janica, bo videl, kaj je bil on tam trener, je zelo zanimiva, taka, kjer se je zelo veliko manipuliral, kumovčil, te par straglov je bilo v njegovi preteklosti. Tudi Nico Harrison, veliko stvari, ki prihajajo zdaj iz kluba, določene tudi sam, ki sem govoril z ljudmi iz kluba. Zelo veliko, bomo rekli, ljudi, ki so prej imeli kako se reče temu po slovensko, voice, ne, v klubu, Aha, ali okej, pa ja. tako Pravo glasanje. Tako, ja, Mark Cuban, če vemo, ne, on je pa niti ne glasen, mogoče. Mark Cuban je ta klub, preden ga je prodal, 20 let vodil, bomo rekli, je imel zelo tako neko nehierarhično strukturo. On je bil zelo hands-on, kar sem mu dostikrat učitelj, ampak po drugi strani se je pa poskrožil z veliko ljudmi, ali pa z dosti ljudmi, katerim je zaupal. In večina teh ljudi po prodaji Marka Cubana ali pa celo že prej, je ta garnitura, ki sem jo prej omenil, nekako prisilila ali pa odstranila iz kluba. Zadnji, za katerega pravim, se je spet špekuliralo, pa mogoče najbolj bo vsem gledalcem to pokazal Dirk Nowitzki, zanimiv, ki je največja legenda Dallasa. Kaj so z njim naredili, to pa ne vem. Ja, Dirk Nowitzki je bil en od teh, ki je bil recimo v času Marka Cubana kot nek svetovalec. Imel sicer neko, bomo rekli, neoperativno vlogo, ker je ni hotel, ker je sam rekel, ko je končal kariero, je pač hotel potovati pa biti z družino. Ampak je bil vedno tam, vedno nekdo, ki se je Cuban z njim posvetoval, ki je bil tudi mentor Luki pri večjih odločitvah, recimo, ko so sprejeli, ker je Mark Cuban pripeljal Jasona Kidda za trenerja, je bil Dirk Nowitzki eden od teh glasov, ki se ga je upošteval. In zdaj so ga odrezali, ali kaj? Zdaj s to novo garnituro, to je tudi sam povedal, pač že 2 leti nekako ni bil več vključen, niti ni bil blizu kluba. Videl se je, da je bil blazno razočaran, da ga ni videti več nikjer. Edina poteza in ta je bila jasna za njega, ki je drugače zelo, bomo rekli, zelo nekonfliktna oseba, zelo redko, bomo rekli, nekako šokira z nekim svojim obnašanjem, ampak je pa tak zelo easy going. Je bila to, da je pač iz počitnic na Maldivih šel na prvo Luko tekmo v Los Angeles. Sem vedela, da ste rekel, ja. To je bila, mislim, zelo jasna, tam je sedel recimo z Sašo Dončićem. Tako da to je bila zelo jasna, bomo rekli, gesta, kaj so oni mislili, ne samo o tradu, ampak generalno o celotnem ustroju in modusu operandi, ki ga trenutno ta klub ima. Tudi to, mislim, da je 2 dni nazaj prišlo, ker mislim, da je v nekem nemškem podcastu svojo sestro je pač povedal, ja, da je še vedno blazno razočaran in da že 2 leti pač nima nobene vloge v klubu. Vem, da bo Nataša na koncu vprašala tudi o tvoji medijski dieti, ne? Ampak vendarle za potrebe tvojih analiz in tako dalje, spremljaš kakšne medije, spremljaš kakšne konkretne, ne vem, druge, kaj so to, podcasterji, vlogerji, komentatorji, ali dobivaš ta raw feed in potem iz njega črpaš na podlagi svojih izkušenj in številk do zdaj?
Ne, sigurno spremljaš. Sicer je teh informacij in teh stvari ogromno, tako da si pač probaš nekako zmoderirati tiste medije ali pa tiste glasove, ki jim zaupaš ali pa ki misliš, da so neka dodana vrednost. Tako da to je sigurno en del tega. Druga stvar je pa pač to, da skozi to delo si pač ustvariš ali pa nek krog ljudi, poznanstv, ki jih imaš pač vedno več, ki so blizu situacije ali pa so celo del same situacije ali pa del klubov, ki pač skozi pogovore z njimi pač si probaš ustvariti svojo najboljšo sliko. In pod vprašanje, ne, a je v tem naboru ljudi in medijev, ki jih spremljaš, so to samo ameriški on hands ali kaj evropskih, kaj slovenskih? Ne, samo Čisto ameriški. me zanima. Samo ameriški. Ja. Kako pa bi pol recimo ocenjeval, pa to je čisto, lahko se izogneš, ne, ampak me pa zanima, ker včasih, ko sicer pri drugih športih, konkretno pri fuzbolu, se velikokrat zgodi, ne, da se kakšnim komentatorjem očita, ta je pa za Real, ta je pa za Barcelono, ta je pa kakorkoli. In potem se pač ta njihova navijaška očala nekako obarvajo komentiranje. A so slovenski športni novinarji, če jih seveda sploh spremljaš, nimam boljše besede, čeprav se je izogibam, objektivni v odnosu do Luke Dončića, a je to sploh možno biti? Pa ne, jaz mislim, da ni možno. Jaz sem tudi zase povedal, da nisem objektiven, sigurno, da ne. Sigurno je ta en bias, ki ga imaš, s katerim se sicer lahko boriš, ampak jaz mislim, da je boljše, da ga priznaš. Ne. Jaz mislim, da ne moramo biti čisto objektivni, ker vseeno je on Slovenec, je naš fenomen, je nekdo, ki ga spremljamo toliko pa toliko časa. Tako da jaz mislim, da ta bias v končni fazi, če se ga zavedaš, pa če ga ne skrivaš, ni nič narobe z njim. Jaz mislim, da problem večji v Sloveniji, pa ne samo športnega novinarstva, ali pa generalno, je pač, da si zelo težko v nekaj res poglobiš, pa za nekaj res specializiran. Tako da, ne, jaz... Ne, pa sej si konec koncev, si tudi sam rekel, da se, vsaj na začetku si omenil, da se nekako nimaš za, ne vem, novinarje v klasičnem pomenu besede. Ja. Pač spremljaš zelo natančno Dončića zaradi različnih razlogov in to je to, ne. Ja, ampak pa ne samo Dončića, tudi Ligo NBA. Jaz mislim, da so v Sloveniji en novinar zelo težko samo za Ligo NBA specializira, ali pa ker je pač vse, moraš biti deklica za vse in moraš pokrivati en kup športov, ali pa celo klubov, ne, pa ne samo enega športa. To me zanima, ti si najprej začel tako male, če se prav spomnim, male koščke informacij v zvezi s tem dajati, pol je pa tako veliko vprašanj si dobival, veliko odziva, je pa vse skupaj postalo preveliko, pa si pol odprl, mislim, da ta blog, a sem si jaz to prav zapomnila, Digging Basketball. Tako, kot sem prej rekel, med korono pač sem se začel malo sam več ukvarjati s temi podatki, z data science-om, malo sem se s tem igral. Čisto slučajno sem prišel v stik z ljudmi, ki vodijo en največjih fanblogov v Dallasu, tako da takrat so oni z Joka rekli, kaj pa če bi ti kaj za nas kdaj napisal. Sem probal, tako da so bili odzivi zelo dobri, tako da pol že po prvem letu me v bistvu pa kontaktiral en, ki dela pač za Real Journalist site v Dallasu, ki so odprli novo športno vertikalo, tako da sem potem 2 leti oziroma celo 3 pisal za njih. Ampak to še vedno ni, zdaj bomo rekli, full-time nek novinarski job. To so bili recimo... Razumem, ja. Zakaj si se odločil za Substack? Kaj je opcije več? Zato z več razlogov. Prva zadeva je ta, da ne glede na to, da sem prej omenil, ne vem, da še vedno delam tudi nek konsultantski job, je čas, ker sem ga za košarko ali pa za te stvari porabim, res prevelik. In sem se rekel, ali bo zdaj to počel, ali boš pa nekako probal to boljš monetizirati. To je bila ena zadeva. Druga stvar je, da ti sam Substack omogoča kot neka self-publishing platforma, res nimaš omejitev. Ne glede na to, da sem jaz imel prej super ekipo, od katere sem se super naučil, to, kar sem zdaj nazadnje omenil za ta sajt v Dallasu oziroma časopis, en redkih, jaz mislim, da tega se zelo malo vidi, da imaš nek včasih zelo vojski uredniški proces, da ti urednik ne samo lektorira, ampak da te dejansko pomaga, da je tvoje pisanje
res gleda boljše, da sem se od njih veliko naučil, ampak še vsem je bil pač to nek kalup, nek del ali pa nekako si omejen z platformo ali pa z enimi kljucami, ki jih moraš tako, dobiti za preden lahko kljucami in objaviš, tudi ne. s frekvenco in s čim hočeš. Medtem, ko pač self-publishing in Substack ti omogoča pač, da sam delaš po svoje. Sem že veliko teh stvari prej delal na Twitterju, tudi tam je bil ogromen odziv, meni, ne vem, tudi bolj znani novinarji, bomo rekli, v Dallasu, ne vem, kot je Mark Stein, ki je, ne vem, že 20 let dela za ESPN, pa ima tudi svoj Substack, 2 milijona followerjev, je rekel, da ti ne smeš več tega delati za ston, jaz ti na več pustil, moraš pač nekaj drugega delati in potem so me pač nekako prepričali, da sem se lotil tega Substackom. Letos poleti. Dejansko se da, mislim, uspeš monetizirati, se vem, da imaš, mislim, da subscription, ne, pač naročnino na svoj blog. Ful. Super. Kako pa pol, zdaj recimo, tekma, ki so se ravno končala, zmagali so za Mišiga po podaljških. Kako izgleda tvoj produkcijski proces od te točke naprej? Zdaj, to se tudi s tem tradom malo spremenil. Prej, generalno, ko sem delal to še za Dallas, sem imel recimo, ali pa sem skozi Substack nastal malo bolj, je bil nek bolj utečen proces, ki se dela neki preview za tekme, pa potem po vsaki tekmi, tako kot si omenil, nek recap, plus kakšne druge storije. Zdaj s tem tradom nekako včasih malo tudi jaz probam pivotirati, pa se znajti v tej situaciji, zato ker pač kot Slovenc, kot smo prej rekli, tudi seveda me bolj zanima Luka, ampak večino odjev so zanimiv, imam še eno iz Teksasa, od teh Substackov, sicer so tudi Slovenci, Luka ima tudi, ali pa Lakersi, Dallas Mavericks imajo ogromno navijačev v Evropi, ampak jaz bi rekel, da večina mojega odjensa je še vedno iz Teksasa, tako da probam nekako kombinirati pa navigirati s tem kontentom tako, da je zanimiv vsem, čeprav je to trenutno težko, zato ker je pač ogromno ljudi, tudi subscriberjev ali pa bralcev, pač reče, da je vse super, top shit content, ampak ne moram. To je tako, kakšne stvari so pač res, pač za navijače v Dallasu, ali pa za ljudi v Dallasu, v Teksasu, tiste, ki so res športni zanesenjaki, in to večina tistih predvidevam, ki berejo moje stvari, se pravi nekdo, ki hoče malo bolj podrobno razumeti ali pa se bolj poglobiti v določene stvari, pač jih to še toliko bolj je prizadelo. Kakšno imaš kaj? Čakaj, oprosti, ampak tebi so, ker to se mi zdi, Nataša, o tem se večkrat pogovarjava, ampak tebi so v resnici z tem movom, s tem tradom, so tebi produkcijski model podarili. Oziroma ga vsaj tako, ko se tem z lepo slovenščino, it's being challenged. Ja, definitivno, ampak jaz bi rekel, da je to tudi neko prehodno obdobje. No? Jaz mislim, da bo trajalo zdaj sigurno do konca te sezone, po off sezoni, tako sem se tudi sam nekako odločil. Bile so tudi ene stvari, ki sem jih že prej, ker se sam lotiš neke stvari, pač je en proces učenja. To, kar sem prej omenil, ta flow, ki sem ga imel prej, ali pa produkcijski proces, ki mu ti govoriš, je bil zelo intenziven, pa mogoče celo preveč frekventen, ampak ko si enkrat noter, ne vem, ko delaš preview pa recap za prvih 40 tekem, zelo težko rečeš, zdaj, ali pa saj jaz nisem tak, zdaj bom pa nehal, tako da jaz sem tak, da rabim malo, da me neki iz comfort zone, tako da je bilo v bistvu po eni strani tudi to v redu, da sem pač to malo premislil, ampak načeloma jaz mislim, da za naslednjo sezono poleti, ko je pač v NBA-ju čas za premislek, ko ni tekem, ker se tudi produkcija ali pa content spremeni iz neke zelo operativno game by game basis v neko bolj big picture stvari, tako da takrat verjetno bom razmislil, kako pač nadaljevati. Kakšen je pa odziv bil nate kot na enega narekovaju padalca od zunaj v spremljanje na nek način tako, tudi kar dosti medijsko, novinarsko, a veš, natančno spremljanje NBA in Dončića strani slovenskih kolegov. A imate kaj stike, kaj sodelujete ali niti? Ja, sigurno. Mislim, tudi, ne vem,
recimo z ekipo z MMC-ja, Slavkom Jeričem delamo podcaste, on pa to sta mi super, res uživam v teh podcastih. Delam tudi z ekipo, recimo za Arena Sport delamo studije, za košarko prenose, tudi kakšne tekme sem komentiral, tako da ta zadeva je sigurno super. Isto full-time job, to boš zdaj počakal do konca NBA sezone, pa vidiš, a se še ukvarjal s tistim, kar se sicer ukvarjaš, your day job. Ne, kot sem prej rekla, v Sloveniji tega pač živeti ne moreš, ali pa vsaj ne primerljivo s tem, kar jaz dobim od svojega rednega joba. Je pa zato pravim, je pa jaz te stvari v Sloveniji, te dve, ki sem omenil, delam bolj zato, ker so mi pač obe stvari, in MMC in tekme na Areni na nekem nivoju, pa ekipe super. Drugače. A si pa ti kdaj treniral basket tudi? Ker sem bil majhen, ampak ne dolg, pa potem smo ga rekreativno zelo dolg časa igrali. To sem hotel reči, drugače po pravici Sloveniji nek exposure v Sloveniji. Ja, zato, kar delaš, niti ni, ne. Zato se mi zdi, veš, kaj je ful zanimivo. Zaradi tega, da je en Luka, ki dober, ampak prihaja iz ene Slovenije, da je marketinško očitno blazno zanimiv tudi v ZDA. Jaz vem s tem, kar se mi je zdelo, sem pač nekaj let živela gor, spremljala recimo tudi te večerne stand-up šove. Letterman, Jay Leno, gor dol, zdaj so drugi pač. In ko je prišlo do tega prestopa, so vsi imeli v tistih svojih uvodnih jokih, ki jih imajo, pa nagovorih, so imeli Dončića in to, kar se je zgodilo. In to je big deal. To je tako, res pridejo globalne zvezde not. Kar si tudi sama veš, ko si spremljala ameriške medije, veš, kaj je Super Bowl, pa kaj je Super Bowl teden. Ja. Se pravi, Super Bowl teden, ne samo športno, ampak jaz mislim, da je verjetno medijsko, mogoče so volitve bolj pokrite, ampak medijsko je najbolj pokrit dogodek v Ameriki. In ta trend, ki je sovpadel s tem Super Bowl tednom, je prvič, jaz mislim, da v zgodovini Super Bowla zasenčil celo stvar. Jaz sem večkrat povedal, jaz mislim, da je Luka je pač slovenski, verjetno edini, največji ali pa super zvezdnik, ki smo ga imeli v kjerkoli stvari, ne samo v športu. Jaz mislim, da v kulturi, glasbi, politiki pač ni super zvezdnik, ali pa saj jaz bi ga tazga kova zelo težko našel. Druga stvar je pa, da je ta stage, na katerem ga je bil pa zdaj poslan, pa na katerem se je zdaj znašel, je pa še 10-krat večji kakor oder, na katerem je bil prej. Pa mi moramo vedeti, da je bil on že skozi celotno kariero na ogromnih odrih. Se pravi, bil v Real Madridu, kjer vemo, kakšen brand je. Niso to vaške ekipe. Tako, tudi NBA, biti v prvi peterki, biti nenehno v MVP debatah, v prvih peterkah lige NBA, tudi Dallas, Fort Worth v končni fazi, mislim, da je četrti največji media market ali pa market nasploh v Ameriki, se pravi, to ni, ne vem, bom rekel New Orleans ali pa Oklahoma, ampak vsem, tudi jaz zdaj sam vidim, ko malo bolj spremljam še bolj podrobno ta medijsko krajino Lakersov, Los Angelesa, da je to, bomo rekli, magnituda krat 10 vsaj, če ne več. Kako se pa znajde, Luka? Kako je bil ta prehod po tvoje? Ker pač, kakor vidim izseke po družbenih medijih, on kar uživa, ampak po drugi strani, če bi samo družbene medije gledal, gre vse v koš, ne? Unih, ki jih zgrešijo, jih nikoli ne vidimo, ne? Jaz bi rekel, da je bil za njega to kar velik šok. Saj tudi načeloma ni skrival. Jaz mislim, da ta prvi mesec je bil po moje kar težek. Tako, bom rekel, ne košarkarsko. Tudi košarkarsko, ker je bila to najdaljša odsotnost zaradi poškodbe v njegovi karieri. Neko postopoma se je vračal. Ampak jaz mislim, da tudi tako, kot sam govori, vsak dan je boljš, verjetno pač se bolj navadi, tako se više napreduje. In to je tudi se vidi na terenu, se vidi tudi, jaz mislim, potem, kako funkcionira. Tudi v končni fazi LA, sam je rekel večkrat, morje je nekaj, kar njemu ogromen pomen, ne glede tega. Na drugi, pravim, zelo težko bi ga
poslali v slabšo ekipo. Tako da to tisto, kar smo govorili v slugo. Je pa res to, da ta medijska krajina, te pritiski, to se bo pa potem malo na dolgi rok poznali. Zdaj je vse honeymoon period, vsi so navdušeni nad njem. Pomagajo, da se znajde. Tako, je pa, so pa pričakovanja ali pa bojo od njega v enih Lakersih čist drugačne, kot so v Dallasu. V Lakersih se pričakuje sam naslovi, jaz bi rekel ne samo en, ampak verjetno več njih. Tako da in ta medijska krajina in vse okoli mašinerija, pritiski bojo veliko večji, tudi kritike, kaj ne bo šlo, bojo postopoma veliko večje. To medijsko okolje, sploh včasih, ki je bil takrat še Mark Cuban lastnik Dallasa, je on zelo dober, bomo rekli, nekako kontroliral, pa je imel ob sebi ali pa je naredil eno zelo klubu prijazno krajino, medijsko. In tako da je bilo teh pritiskov ali pa nekih velikih stvari do zdaj v njegovi karieri zelo malo, kar je pa čisto drugače, ko greš ti enkrat v Los Angeles ali pa ne vem, v New York. Ampak mi deluje kot nekdo, ki se s pritiski zna spopadati. Mislim, pri 18 je v Realu bil tako rekoč prvi igralec, pol je v Dallasu tudi dosti hiter. Ne vem, mogoče se motim, no, ampak razen sodniki, tam pa ima neki išijo. Jaz mislim, da kar se tiče medijev, da tukaj jaz ne pričakujem problemov, niti jih nikoli ni imel, ker on je zelo selektivno in s filtrom vse, kar se tiče medijev, predela, kar do zdaj za njega tudi super funkcionira, ker zelo težko bo kaj kontroverznega rekel ali pa kaj tajzga. Tukaj se gre bolj za to, kar sem prej rekel, za razne stvari, od neuspehov potencialnih na igrišču ali posebnih in tako naprej, ko se začne enkrat te zadeve dogajati, je potem se o tem veliko več govori. Tudi vsi športni nacionalni mediji zdaj v njem veliko več govorijo, zato ker vedno več govorijo o igralcih Lakersa. Tako pač je. To je pač realnost in on je kar naenkrat, že prej je bil veliko, bomo rekli, na meniju teh talking heads, ki so... Kateri ga že ne marajo? A je to Charles Barkley tist, ker non-stop ga malo... Tukaj je ogromno ljudi, imaš... Ne, od teh je bolj znanih. Shaquille O'Neal je fan, ne? Tudi tukaj se menja. Jaz mislim, da tudi zanimivo je, recimo, da je dosti ljudi iz Dallasa malo občutljivih zdaj, ki je šel v Lakers, so določeni obrnili zgodbe. Ampak ja, imaš enako je z LeBron Jamesom. Ti imaš v tej medijski krajini, ki sem prej rekel, ene 50 velikih figur, ki so, spet ne vem, kako je slovensk temu, nek hot take artist, se pravi prodaja neke polarizirane take. In če bojo 3 zbrali, da je LeBron James kralj, bosta 2 po defaultu zbrala, da ni, enako z Luko. In potem bojo šli vsak v svoje ekstreme, zakaj tako je. Tako da, to je pač treba šov. tudi biti malo kontroverzen, če hočeš, da te gledajo, ker si plačan na to, koliko ljudi te gleda. To je šov in oni prodajajo pač ta šov in te debate in tukaj sigurno se bo najdel, ampak kar sem prej omenil, ko si ti enkrat v Lakersih, si pač 5-10krat bolj frekventno v teh debatah, pa če ti to hočeš ali pa nočeš. Še to mogoče pred koncem, me zanima, a se je tvoj bioritem še kaj dodatno spremenil, zdaj, ko je še en časovni pas bolj zahodno, Luka Dončić? Pa moram reči, da ni, zato ker jaz redko tekme gledam v živo, ampak jih gledam ponavadi takoj zjutraj. Tako da se tukaj pač ni spremenil. Vem pa, da je kar nekaj prijateljev pa povedali, da se jim je, zato ker so pač tekme po eni strani bolj prijaznih časih. Saj tega, da so kasneje, tako da ne vem, če se zjutraj zbudiš ob 6, pol 7, lahko jameš zadnjo četrtino recimo tekme, če je v tem kalifornijskem času. Tako da tukaj jaz mislim, da je mogoče celo bolj prijazno za Slovence. Eno vprašanje še mogoče, preden gremo na zanimivost. Iztok, zdaj pač res natančno spremljaš, kaj in kako se dela, pa me čist zanima, katere stvari opaziš ali pa občuduješ, ker si rekel, da v glavnem ameriške medije spremljaš, pri tem, kako pač delajo svoj posel. V primerjavi, ne vem, mogoče z evropskimi, ali pa s komorkoli želiš primerjati. Kaj se ti zdi, da so pa res dobri? Jaz mislim, da je to, kar sem prej omenil, da je veliko več izbire in veliko več enih niš.
ker je trg toliko večji in potem za to, da ti najdeš svojo nišo, še vse mora biti dosti velika, da imaš trg za njo in audience za njo. Ne. Če jaz hočem reči, ne bomo rekli, nek analitični pristop o košarki delati v Sloveniji, verjetno teh, ki to zanima, ne vem, za Cedevito Olimpijo je 10 ali pa 100, ne vem. Medtem ko v Dallasu, kje je, ne vem, 8-milijonski trg za celim tem metropleksom, jih je krat 100, v LA-ju še toliko več. Tako da že zaradi tega menija, se pravi, da lahko ti najdeš nekoga, ki je za nekaj specializiran in tisto, kar je potencialno tebi všeč, veliko več. Tako da ta zadeva sigurno, to, kar si prej omenila, recimo televizijski komentator, jaz sem imel spet srečo ali pa da sem spoznal pa recimo celo prijatelj s to ekipo, ki dela prenose v Dallasu, pač vidi se, da je ta športni broadcasting, da so to profesionalci in da pri nam je doskrat, se mi zdi sploh za ta del, doskrat, ko gledam kakšne tekme, se mi zdi, plačali ste za pravice, za to produkcijo, pa potem, ali ne vem, ali zmanjka, ali ni volje. Mi grede neki, ne. Zato mi je recimo, pa ne zato, zdaj, da imel jaz sebe za tazga eksperta, ampak mi je pač všeč ta pristop, ki ga imajo na areni z NBA tekmami, da se vidi, da se tudi v to produkcijo vloži in da je res na nivoju in ne vem, da se naredi za tekmo studio, da se da dodatnega komentatorja in tako naprej. Tako da te zadeve se mi zdi, da so v Ameriki pač na velikem nivoju, zato ker je pač šport toliko ogromen biznis. Kar nas pripelje do zadnjega vprašanja, ki je v vsakem Eternem čaju enako za vse goste in goste. Nekaj, kar bi rad, da širša javnost ve, pa se ti zdi, da ne ve. Je to lahko anekdota, je to lahko povezano z današnjo temo pogovora, je to lahko nekaj čist tretjega iz tvojih prejšnjih življenj. Skratka, tell us something we don't know. Ne vem, mogoče je bolj to, kar smo prej govorili, ali pa ta zadnja primerjava Slovenije pa Amerike, ne, recimo, kar je meni vedno, zato sem tudi prej rekel, da zelo nerad, ne vem, razen tistih platform, kjer vem, da so super ekipe, pa delam to iz gušta, nekaj delam v Sloveniji. V Ameriki se mi nikoli ne zgodilo, da bi nekdo rekel, kdo je pa zdaj ta, kaj pa ta en zdaj, kje se je pa ta najdel, kdaj pa ta treniral, kdaj basket, ali pa ta, kje ve, nikoli. Praktično nikoli, v Sloveniji pa konstantno. Odkje se je ta vzel? Ja, pa kaj pa on ve, pa gor dol, pa zdaj ta spet. Kdo je pa zdaj ta, kakle serije nekaj? Tako, tako da hoče reči, to se mi zdi ta ena naša, pa ni samo v športu, ampak to je ta, ne vem, zakaj je to ta naša specifika, da mi ocenjujemo človeka ne po njegovem delu, ampak po nekem, ne vem, pedigreju, osebnem mnenju, preferenci, tako, ta del mi je vedno znova fascinanten, no. Ker jaz sem prej pričakoval to, kar si prej rekla, da pač, ko pride en padalec v to ameriško sredino, kje se zdaj ta najdu tipi Slovenije, nam bo tukaj v Mavericksih nekaj pametoval ali pa pisal. Pa ni bilo nikoli, no. Jaz sem imel tam recimo neverjetno dobre izkušnje, zato sem rekel, da mi je res hudo, ker se ne, da se zdaj te odnosi čisto končujejo, ampak verjetno se bojo veliko manj intenzivni ali pa veliko manjši vnaprej. In to mi je res, moram reči, res hudo, no, ker sem tam spoznal ali pa poznam ogromno super ljudi. Ja, malo predvsem iz medijev ali pa z vse okoli. Tako. Sam tole še, glede na to, pač valjda, ker več delaš, bolj si znan ratov, bolj popularno smislu si gost v več oddaja gor dol. Kako pa bolj delaš s tem res odzivom? A ti je kdaj bilo, pa kva je to meni treba, da jaz se to nam ukvarjal? Ne bereš, ne vem, mogoče komentarjev ali karkoli. Kakšen zid si zgradil, da mislim, zdržiš? To se tako malo sliši, da je res. Sej. Ampak vse, ne? Pride pa do živega, ne? Ja, pa pravim, da zato... Ali pa malo zmotno. Ja, pa zato, sicer je težko, ker recimo sploh, ki je bil ta trade, vsi bi radi, vsak medij bi zdaj rad o temu poročal, a ne? Ja. Ampak načeloma pravim, probam to omejiti, no. Jaz se ne rad gledam pri nam v medijih, tako da rad delam, tako kot sem prej rekel, s temi ekipami, ki so mi res v redu, no, zato ker je res pač uživam v tem, no. Ampak drugače pa
kaj zvem, se mi zdi, ne vem, ne maram preveč tega exposurja, no, tako bom rekel. Čeprav se čas zdi drugače. Vzel čas za met in čaj. Res Ne, cenimo. pa sej, to je zdaj, tako kot smo rekli, prej čisto neka druga dimenzija, pa neke druge debate, ampak generalno na vse izpade. Razumem. Vsekakor hvala lepa za tvoj čas, Iztok Franko, da si ga vzel in da delaš, kar delaš. Hvala tudi vam. Iztok, za hvala, super Aleš. pogovor. Vse dobro temu, kar počneš, res, tako kot je rekel Aljaž. Živijo. Hvala. Tako, in to boš pa zdaj ti Čakaj. nehal Evo, snemati, ne? stop.